Živijo punce, pred kratkim sem povedala, bom začela z malo drugačnimi videi in rekla sem, če imate vi kakšno vprašanje ali pa karkoli mi lahko kar pošljete in bom pravila odgovoriti. Zdaj sem dobila eno vprašanje na Instagramu, ki mi je dalo dosti misliti in ko dejansko sem se malo ustavila, sem se prepoznala notka, vsekala pa to kar prva. In sicer bom kar prebrala, sicer bom povedala imena, ker pač rada ohranim to anonimnost, ker nisem niti vprašala punce, če lahko meni njeno ime, tako da ja. Živijo Aleksandra, prvo bi rada povedala, te na blogu in YouTube spremljam že zelo dolgo, zdiš se mi zelo super, ker si odkrita in spregovoriš tudi o tako imenovanih tabu temah, za katere rabiš imeti tudi malo poguma. Hvala. Ker si v tem videu nazadnje omenila, ti lahko pišemo, če ima katera kakršnekoli težave, da bi ti spregovorila o tej temi na YouTube, bi te prosila sledeče. Rada bi, da narediš video o tej temi, prosim razberi temo ven iz moje zgodbe, ker bi res rada slišala tvoj nasmet glede tega. Sem 17 let stara punca, ki ful težko navezuje nova spoznanstva. Nimam prijateljev, ampak ne zato, ker bi v družbi ne bi bila priljubljena, gre za to, da sem neke vrste samotar, če lahko temu tako pravim. Zdi se mi, da prijateljev ne potrebujem, saj imam sošolke, s katerimi gremo kdaj ven, se ful štekamo in tako dalje. Sam večina časa sem pa doma, ne vem, ne sedem mi ravno zdaj ta moderna družba, ki greš na en party, pa bi vsi se sam napil, ker dejansko živim v takšni okolici, kjer je veliko takšna alkoholka. Me pa skrbi, kak bom jaz, ker sem stara 17 let, pa večino časa preživim doma, dobila fanta, skoraj vse moje sošolke ga že imajo. Pa vse to niti ni problem, ker se nikoli nisem ozirala na druge, sem valjda te skrbi, da ne bi bila pol celo življenje sama. Do zdaj tudi nisem imela fanta, sem to me ne moti, pa mi tudi ni sram priznati. Sem včasih te vprašam, če je z mano kaj narobe. Ne vem pa, kako navezati stik s prijateljem od brata, ki je 5 let starejši in mi je res všeč, ampak se ful bojim, da me ne bo zavrnil ali pa bom že na začetku vsiljiva. Ne vem, kako se je fantu staremu 22 letu v interesu ukvarjati 17-letnico. Tudi tako, če že kdaj pogledam za kakšnim fantom, ta ni nikoli ni mlajši ali pa iste starosti, vedno sem bil še starejši, tako nekje 3, 4, 5 let starejši, ker sem tudi sama po mojem mnenju mentalno kar razvita in to opažajo tudi profesori v srednji šoli, ko vidijo, da sem bolj resna in vsako stvar bolj resno vzamem, pa do konca naredim. Prosila bi te, če lahko narediš video na temo, kako pisati fantu, ki ti je všeč, ampak še nikoli nista sama šla ven, nimate sklenjene prijateljske vezi, v bistvu se bolj slabo poznata. Kako se ti zdi, da punca in fant poskrbita za zvezo, še preden se dobro spoznata, poskusita zvezo? Punca pri 17 leti, ki še nisem imela fanta, mogoče pa izpadne zelo otročje, ampak rada bi, da poslušam všeč od koga druga in vedela, kako se sploh orientirate v teh situacijah. Hvala ti že naprej. Najprej hvala tebi za to vprašanje. Zdaj ne povem, zakaj sem jih za to zbrala. Moj prvi fant je bil 4 leta starejši od mene in vsi praktično moji fantje so 4 leta starejši od mene. Sem 94-letnik, vsi so 90-letnik, tako je moj brat. Moj prvi fant je bil tudi od brata zelo dober kolega, tako da jaz sem se malo navezala. Drugo, kar pa je, sem se navezala zaradi tega, ker tudi jaz sem bila tista čudakinja v srednji šoli, ko so drugi žurali, kričali, mislim, se znala tudi to skozi. Ampak vseeno sem se zmeri bolj odmikala, zmeri bila bolj tisto samodarko, kar ti rečeš. Zdaj, kar bi jaz rekla tisti Aleksandri, ki se tudi sem bala, v bistvu s fanti se dejansko nikoli nisem, ker nekako so prišli že dost hitro, bi ti pa rekla, da pač kakor lahko iskreno in direktno sem ne skrbi za to. Prvo se vpraši, a si sploh želiš, zares želiš pri teh letih fanta gledati, da si samo tam, da rada delaš na sebi, da si dost resna, a ti je to prioriteta, ali je to samo nekaj, kar ti je družba enforcala, vsila, da moraš se tudi za to skrbeti, pa da slučajno ne boš sama. Pa zaradi tega old cat lady, ki se vse bojimo. Realno gledano, stara si 17 let, pred sabo imaš še ogromno življenja in meni se zdi, če bi mi to rekel nekdo pri 17 letih, ker tudi jaz pri 17 letih sem šla skozi obdobje, ko sem bila samska in ko sem delala dosti na sebi, jaz bi ti tudi rekla, del je zdaj še nadalje v tej poti. Ker ja, lahko imajo tvoje kolegice, tvoja vsa okolica, imajo lahko fante, ampak konec koncev, koliko je tisto resno, koliko je poglobljeno, koliko dejansko lahko so to, kar so v zvezi. Če boš pa ti zdaj že pri 17 začela delati na sebi, če se boš začela razvijati vse svoje potencijale, če boš vse o sebi že vedela, boš lahko dosti bolj resno in dosti bolj odrasla tudi stopila v vezo. Jaz, kad primerjam svojo vezo pri 18, pa svoje veze, kar sem jih potem imela, oziroma karkoli stike z moškimi, je dosti drugače. Zato, ker sem tudi z leti jaz začela sama sebe spoznati, če danes se sama sebe spoznavam in mi je to dosti bolj pomembno, kakor pa da bi imela koga ob sebi. Torej, to je prvi aspekt, kar bi ti rekla, je, da ne daj prioritete k temu, da raje še naprej glej vase, delaj to, kar ti začutiš, da je dobro, delaj to, kar tebe osrečuje, ker konec koncev tudi, kadar si v zvezi, nočeš dajati svoje moči drugi osebi, če me razumeš,
In pa tudi pomisli, kako breme je za drugo osebo. Ti se še iščeš, še daš na sebi in pričakuješ od druge osebe to, je tudi za tisto osebo breme. Kadar si ti pa sama celota, ker sama veš, da lahko sama s sabo živiš, da ti ni problema, je tudi za drugo osebo lažje, ker realno gledano, kdaj si ti najbolj srečna ob druge osebe, kadar je tista oseba srečna. Jaz lahko govorim iz svojih zvez, da tudi če jaz nisem bila razlog za srečo fanta, sem bila srečna, da je ta oseba srečna. In če ti to dosežeš sama pri sebi, pa ga ni vraga, da boš privlačila ljudi okoli sebe, konec koncev pa tudi, če jih ne boš, ker boš sama s sabo tako zadovoljna, ti to ne bo prioriteta. Ker se mi zdi v današnji družbi, ker vsi toliko hitimo čim prej v zveze in vse, da dejansko si ne vzamemo časa sami sebe spoznati, ne znamo biti sami sabo. In potem tudi vidiš, pri 30, 40, 50 letih se ljudje ločujejo, ker dejansko so se toliko vezali drugo sebe, da sami sebe niti ne poznajo več. Druga stvar, kar bi ti rekla, pa kakor sem rekla, sem tudi jaz, moj prvi fant je bil od mojega brata dober kolega in kako navezati stik. Prvo, kar ti rečem za 22-letnika, ni noben big deal, da je 17-letnico, moj prvi fant je bil 19 let star, jaz pa 15. In kakor sem rekla, vsi moji fanti so oni letnik 90, je 94, tako da to res ni problema. Je pa odvisno, koliko je oseba mentalno zrela, kakor sem rekla, zmeri pride do tebe. Ne bi ti rekla, forsiraj že z mislijo takoj, ja, midva bo zdaj happily ever after, ker je mala šansa, to ti že takoj povem. Ampak vseeno bi ti rekla, ne pa tudi zapirate možnosti. Prvo se sploh vprašaj, kaj je na te osebe. Gledaj, si rekla, se ne poznata, da sploh še nista noben stik stopila. Koliko je dejansko ta oseba perfektna in oh my god, koliko si pa ti prenaredila to predstavo. Ker doskrat, kadar osebe še nismo spoznali, smo v svoji glavi naredili neko nerealno predstavo, ker tudi če stopimo kontakt s to osebo, je ne bo mogla izpolniti. Mi pa bomo živeli v razočaranju in ja. Tako prvo se dejansko vprašaj, kaj je pri tej osebi, kar te je toliko pritegnilo. Če je samo vizualno, to se mi zdi, da smo toliko odrasle, tudi potem, ko si mi napisala, po mojem, si toliko odrasla, da veš, da samo vizualno te nikamer ne bo pritegnilo. Vizualno lahko na Tinder greš, poswajpaš, pa ga imaš zvečer v posli. Realno gledano. Poglej, kaj te je na njemu osebnostnega pritegnilo. In je to dejansko realno, ker ne poznaš ga, kakšen je ta oseba v zvezi, ne poznaš nič o njemu, lahko je samo predstava, kar si ti predstavljaš že bil. In kakor ti s kakršnim koli pričakovanjem ali pa predstav pristopiš do osebe, prvo 29% boš razočarana, in drugo tudi kakšen pritisk je to za osebo. Recimo, da si jaz želim partnerstvo nekoga, ki se stalno zdaj bom opisala svojo osebo, nekoga, ki se stalno mentalno in vse razvija, ki stalno išče nekaj naprej, nekoga, ki mi je seveda tudi vizualno všeč in 120 pričakovanj, potem pa naredim enega, dlake od mice, in dobim nekoga, ki na začetku mislim, da vse to izpolnjuje, ampak s časom vidim, da itak imam 15-kilometrski list, tega ne bo. Ta oseba se počutila, kakor da mi nikoli ne more dati tega, kar si zares želim, posledično bo zafrustrirana, itak noben moški na tem svetu noče biti z žensko, ki nikoli ni zadovoljna. Ti boš pa tudi zaradi tega, ker boš imela v glavi neko predstavo, pokažila pri kolegici, kako se fant obnaša, pri tej sosedi, kako se fant obnaša, boš zmeri se počutila, kakor da tvoja samozavest bo trpela, jaz si tega ne zaslužim, da si zaslužiš več. Trpelo bo to, da ti ne daja in taka zveza ne funkcionira. Zato bi ti jaz rekla, pri teh letih ohrani to, deli na sebi, spoznaj, kaj tebi paše, bodi sama sebi zadostna. Ker jaz govorim svoje izkušnje, ker sem dosti mlada stopila v vezo, da sama sebi jaz nisem bila zadostna. Jaz sem zmeri iskala, kadar sem prišla do problema, kadar je karkoli bilo, sem iskala tisto ramo, sem iskala nekoga, da se naslonim. In jaz se šele zdaj pri svojih 23 letih učim, kako si dati vse sama. Ker jaz se zavedam tudi, pri 40-ih, če bom še zmeri samska, če bom jaz imela v glavi poštimano, me to ne bo morilo. Pa me ne briga, kaj si misli družba, pa me ne briga, kaj si misli franska soseda, pa nekdo. Če imaš ti v glavi poštimano mentalno, te ne bo, ker boš sama s sabo zadovoljna, če boš vedela, kaj tebe ustrečuje, kaj se... In for love of... ne? Tudi za seks, fucking deal, da ti obstajajo, okej? Pač vse si boš naučila sama dajati, ker kakor pa greš s kakimi pričakovanji v relationshipu, tista oseba ne osreča, ker ne bo to, kar je lahko, in ti ne boš zadovoljna, ker pričakovanja se skoraj nikoli ne bojo uresničila. Pa sorry to burst your bubble. Rekla sem ti pa, poglej, kaj te pri tej sebi privlačilo, lih zaradi drugega videa, kar ga nameravam narediti, ker bom ti malo razčelila, kako sploh deluje ljubezen. In zato se opazuj, kaj te pri tisti osebi privlači in poglej naslednji video, ki ti bom povedala, zakaj to opazuj. Ok, upam, da sem vsaj delno odgovorila, to je bil zdaj zelo na hitro video, ker pravim zdaj te narediti malo bolj sproščene, brez nekega editiranja, brez karkoli, da se samo usedem in pogovarjam.
In ja, se vidimo drugič. Čau, čau!